Oskarizmi podcast, evo, spet živa ekipa. Mislim, da mi ni treba posebej razlagati, kdo sta gosta. Bodo pa zrežirali tako, da jih bomo videli v enem takem lepem. Romana in Zvone, novinarja, publicista, predvsem pa popotnika. Zvone gre v tem času 45 v Namibijo. Zdi se mi, da je enkrat, dvakrat gor dol, ne bom zdaj presegal. Ja. Ok, tako da oba poznate. Zvone smo pa itak želeli biti vsi mladeniči, ki smo odraščali v 80-ih letih. Ne? Tako da motor imam, kar se ostavlja tiče. Takrat sem jaz bil frajer na poti z motorjem okoli sveta, ti si pa verjetno še bicikl ali pa skiro gor doma. Ne? Ja, jaz sem se takrat na poganjalcu kvalificiral. Lahko je bilo takrat frajer biti, zdaj pa je konkurenca malo. No, ampak spominjam se tudi prvih objav, ne, takrat z Romano. Ne, to je bil kar lep dosežek in tak prvenstveno obkroženje sveta, tako v paru z motorjem, 3 leta pa pol. Ne. Ampak se še vrnemo tja. Gremo mogoče začeti z enim takim čist vprašanjem, ki nas lahko kamorkoli odpelje. Ne. Zakaj vidva sploh potujeta? Za tako inteligentno vprašanje je Romana zadolžena, jaz bom pa potem kaj bolj enostavnega naštel. Ja, to je luštan, ne? Ja. To je luštan, kar je videti, kaj za vsakim ovinkom, ne? Jaz sem opazila, jaz sem kot študentka delala kot vodička, ne? To je kar zoprn posel in tako po jugi, pa tako vzhodna Evropa. A veš, sediš v avtobusu in kar takole cesta se pred tabo vleče, ne? Ja. In mene je vedno svet zanimal, jaz sem si mislil, delala bom v kakšni diplomaciji, jaz sem študirala mednarodne odnose, tako ne. A veš, teorija me je ful zanimala, ne, pa tako v praksi, ne, videti, ne. Jaz sem takoj šla z njim, ne. V praksi je pa naletela name, ja. Ne, vstopila na velika vrata, a veš, jaz Interlep po Evropi, ne. Jaz sem šla tako z njim v Ameriko, ne. Tako mi Amerika ni bila všeč, a veš. Amerika pa Mehika, ne? To je bilo to prvo, ko sva začela. 1983. Ja, v bistvu je bil to tisti začetek tega potovanja z motorjem okrog sveta. Ne? Tako da v bistvu, in to je bila dosti izjemna zadevščina, tako da v bistvu si ti takrat res kot nekak čist začetnica res stopila tako na velika vrata. Ja. No in pa sem jaz ugotovila, on itak je bil navajen z nule, to so bili, ne, kot se seveda bomo do smrti hvalili, tako popotništvo, veš, ko smo se hvalili drugemu, kdo je z manj denarja, ne, ja. Kam prišel, pa kje je bolj spal, na pocen, pa v bolj umazanem, ker ni bilo druge, ne, in iz tega smo naredili vrlino, ne. In tudi jaz sem ugotovila, da pa v bistvu tale hardcore mi gre, da me namot, da, ne. 21. rojstni dan sem prespala v WC-ju. Kar je zunaj scalo. In druge strehe ni bilo. Da je vse denarja nekaj bilo in da je vredno to vložiti čas, vse v ta potovanje. Se še spominjaš na katerem kontinentu, v kateri državi se nahajajo ti WC? Ja, to je bilo verjetno Amerika, Apalačin. Ja, Apalačin, na Apalačin trail. V nekem nacionalnem parku, Bogu iza nogo. Ker sem bila na črno spala, ne? Medva z motorjem, scalo je nekjer žive duše, nobene bajte, razen neko parkirišče in WC. Noter pa se stisela in takrat sem bolj z njo objel, pa sem rekel, Miki, vse najboljši za tvoj rojstni dan. Po ameriških pravilih je bila polnoletna, na takih zgodbic je seveda neskončno. Ampak jaz tukaj sem navezal. Življenje ima dober smisel za humor, ne? Želja po diplomaciji in zunanjih odnosov jo je privedla k nekomu, pazi, tudi v Ameriki sem zgubila. Ki pooseblja ne diplomacijo. Tudi zgubila sem takrat v Ameriki, zlasti pa v Mehiki, absolutno željo po diplomaciji, ker sem ugotovila, da pač to so pa res ljudje, večino totalno odmaknjeni, veš, v realnosti, v določeni državi, da je to čist brez veze. Na pač našem konzulatu v Clevelandu in bila na ambasadi v Mehiki, in tam vidiš, da tukaj kakšnega res zelo James Bondovskega življenja ni liha. Zvone, ti si zdaj v tem geografskem smislu si res daleč prišel. Ne? Če si predstavljamo, celo neka fotografija je bila objavljena pred kratkim, ko si še opravljal službo mladega pastirčka pod Gorjanci, še v globoko v črno-belih časih. Ja.
Lahko rečemo, da te je življenjska pot kar daleč pripeljala. A se spominjaš tega prvega vzgiba, ne? Ker vedno se začne vse z mislijo, z neko idejo, preden ta misel dobi neke dejanske dimenzije. Poglej, jaz zmeraj poudarjam, da sem dejansko iz nekih čist kmečkih odmaknjenih predelov, kak je potni list, kak je potovanje, kak je morje. Jaz sem prvič morje videl pa čez Rdečim križem, Debeli rtič. In takrat nismo niti razmišljali o tem. Ko sem pa prišel v Ljubljano z 18 leti študirati novinarstvo, takrat si v bistvu pa stvar nekako odprla in vzgib, poglej, ne vem, če je zdaj še aktualno, ampak včasih smo nekako večina mladih, vsaj fantje, malo pri sebi, smo fantazirali, ko bom pa imel možnost, bom imel motor, bom potoval in bom imel luštno punco na zadnjem sedežu. Se mi zdi, da je to kar ena sveta trojica tistih najbolj pobožnih, željanih, malo avanturističnih ljudi. In ne vem, kako za vraga se je meni to vse skupaj dejansko poklopilo. Ne samo, da je bil samo en motor, več jih je bilo, ne samo, da je bila ena romana, še več jih je bilo. In iz teh potovanj, dejansko iz tistega prvega potnega lista, ko sem kot tako rekoč bruc na faksu šel prvič v Trstno, iz tega je nastalo zdaj. Ne me vprašati, v kolikih državah sem bil, ampak vem, da imam pa doma 18 polnih več ali manj potnih listov in na ta način pač štejem te svoje popotne uspehe in si mislim, pa se verjetno jih ni veliko, ki so do tega prišli. Če me pa za tisti prvi vzgib, to niti ni bilo zdaj nekaj, oziroma ne, daj mi še minutko, tisti vzgib, da pa dejansko lahko od tega živim, se ga pa točno spomnim, Avstralija, pisal sem tudi o tem. No, pa to je bilo kasneje, ja. Kasneje, ker poglej, jaz sem dolga leta pač potoval kot študent, ki je vsake toliko časa naredil kakšen izpit ali pa kakšen letnik, še zmeraj nisem končal novinarstva, ampak zmeraj znova sem se vračal, ker pač moram dokončati, moram diplomirati, moram imeti to službo in to je trajalo, mislim, da 7-8 let ta je moj študij trajal. Potem bila sva skupaj na tisti poti že 3. leto okrog sveta z motorjem in točno tukaj pa lahko rečem, je bil vzgib nekje v Avstraliji, po letu in pol sva prišla iz Ljubljane do avstralske celine, spiva zunaj kot ponavadi, prej sva si nabavljali po debušnice, flašo vina, zakorila nekje v gmajni tam na robu puščave, zvezde itd. Spila tisto, mislim, da je bila že ta druga in kot človek, flaša namreč, ko človek takole nekaj maga spije, takrat dobi veliko takih modrih misli, prav žal, da se razkladijo naslednje jutro, ko se strezni, ali pa se prelijo direkt v mačka. No in takrat sem jaz prvič, ko zares pomislil, poslušaj, človek božji, a res moraš zdaj planirati, da čez 3 mesece moraš iti domov, končati študij, ker moja generacija je že to naredila, iskati službo in postati resen občan in državljan. Ja, zakaj? Poglej, pa jaz že 6-7 let potujem, se vračam domov, pišem, živim čedalje bolj od tega, od pisanja. Prva knjiga mi je takrat išla, od predavanj, od fotografije, pa se v končni fazi, jaz bi lahko od tega živel. In nenadoma, takrat to je bil tisti vzgib, ja, diploma odpade, študij ne rabim, moj preostanek življenja bo popotnik. In tega zdaj, ne vem, mislim, da okrog 40 let in začuda, vse se je pod črto lepo išlo in lahko rečem, absolutno sem zadovoljen s to odločitvijo in življenjem, ki je za mano. Kako si ti Romana sprejela to njegovo absolutno neresnost in brezvoljnost postati resen državljan za redno službo? Ja, poglej, če bi me ti takrat vprašal pred koliko, to je 40 leti, če vam mi da zdaj tule skupaj še sedela, rekla, kaj? Veš, to je kar, poglej, kar raslo, ni bilo nobenega razloga, da bi imela kakšne resne pripombe na to, Mi dva tudi potem pač
ko so imela otroke, so se poročila, ne, so še na poročno potovanje v Afriko, seveda, zato so se poročila. Leto dni z motorjem, seveda. Potem sva pač potovala z malo kajo sveta, okoli sveta, potem sva potovala z 2 otrokoma okoli sveta, ne. Vsakič se je izkazalo, da kar sva si zamislila, da se pa v bistvu da narediti. Veš, to je bilo bolj v tistih časih, ko je vsak od nas bi mogel imeti en zelo tak čist jasno profesijo ali pa poklic. En je novinar, en je prodajalka, ena je učiteljica. Takrat otroci so znali v šoli točno povedati, kaj pa tvoj oče dela, kaj pa tvoja mami dela, danes je to itak že težko. Ne? No, v Zvonetovem primeru je bilo pa že takrat našim otrokom niso znali povedati, kaj dela, kaj je očetova služba. In kaj so dejansko povedali? Ja, to pa potuje. Ne vem. Oči potuje, pa knjige piše. Ja. Ne vem. Verjetno sva jim naročila, da reče, da je novinar. Hočem reči, da takrat je bilo res nasplošno v svetu, ne so bile te poti tako zelo določene. Ja. Valjda si imel za to službo, da boš imel penzijo, ne? Se zato si delal, ne? Ja. A ne? No, in Zvone ima zdaj na vse zadnje tudi ima penzijo. Hočem reči, da je bilo to takrat mehko revolucionarno, samo laufal je pa v nulo, laufal je tako eksistenca, po črto je vedno skrbel zase, skrbel je za družino, opravil je, kadar je bil doma svoj del, tiska, a veš, en voguček je držal par hiši, ne? A veš, vse slovenske matere tako. Kadar je bil doma. Vse sem rekla. Tukaj zmeraj pravim, da Romana vsa čast, ona je spotoma mimogrede tiste 3 vogale podpirala. Ja. Jaz sem se pa upotekal pod svojim 4. Ja. Ampak bi pa še rekel, da sem bil pa precej več doma, kot si pa ljudje predstavljajo. Ja, seveda. Recimo, če sem bil 3, 4, 5 mesecev na poti, pomeni, da sem bil 7, 8, 9 mesecev doma in takrat sem bil bistveno bolj doma, kot pa večina zaposlenih moških, ki zjutraj grejo, zvečer pridejo. Doskrat sem rekel, Romana je absolutno tukaj stala za tem mojim načinom življenja. Potem sem rekel, ti greš vsak 5-krat na teden v službo, ne pa ostaneš pač tistih 8 ur. Jaz grem 5-krat na leto, pa ostanem pač, ne vem, kakšen mesec ali pa par mesecev. Kar je pa pomembno in v tem je tudi tista osnova, da me je podpirala, ona je vedela, da je to moje delo. Jaz sem, kot je rekla, sem zmeraj s tem prispeval v družinsko blagajno, kljub temu, da je ona kot novinarka in potem urednica na delo imela lepo plačo. Mislim, da sem zmeraj nekako, da sva se trudila biti na polovici in sprejemala je to kot delo, ne pa Zvone se desiti. No, sam je pa res, da je on edini človek skoraj na svetu, ki ga poznam, da ima službo, a veš, ki mu je hobi, bila strast, užitek, mislim, to je tle pa zadev Terno. Ok, zadev Terno, ampak... Nisem je zadev, naredil sem si jo. Ja. No, naredil, ampak... Bi bil novinar v Dolenjskem listu, kaj zdaj? Tukaj je potrebno biti previden, ker poznam nemalo primerov, vključivši sebe, ki so želeli strast preliti v posel in se zgodbe niso dobro končale. Ne? Ja. Kaj je tvoj trik? Kako postati in ostati nekaj do konca? Tako bom dejal, da jaz nikoli zares nisem svojega življenja poslovno planiral. Zdaj bom pa postal, ne vem, svetovni popotnik, nekako uspešen, od tega bom živel. Jaz sem se zmeraj v bistvu samo postavil nekak okvir, da hočem v življenju uživati. In iz tega uživanja sem pa zmeraj znova uspel ustvarjati zgodbe, fotografije, predavanja, knjige, reportaže, ki so me preživljale in v bistvu z vsako naslednjo potjo je bilo to celo čez dale lažje. Jaz sem v bistvu, imel sem srečo, da sem službo oziroma svoje delo, novinarstvo, fotografijo, znam pač
pisati, nikoli se nisem imel za umetnika, ampak znam dobro napisati, znam lepo povedati, znam dosti solidno fotografirati. In to je kombinacija, ki je veliko ljudi nima združene v eni in isti osebi, predvsem pa takrat sva bila mogoče res križnarja in tako rekoč edina popotnika, ki sva tudi novinarsko se nekako udejstvovala. Ko sem prišel domov, pred 40-50 skoraj da leti, to so bile zgodbe, ki so bile wow, ker doma smo imeli samo televizija, prvi program, pa nekje še drugi, ničesar drugega ni bilo, kakšen internet, karkoli drugega. O tem želim govoriti v nadaljevanju. To popotništvo tam v 80-ih letih je bila popolnoma druga kategorija. Mislim, ta obrt je danes na nek način v taki obliki izumrla. Meni se zdi, da v teh časih pravzaprav živimo pod pritiskom, da moramo biti vsi popotniki. Jaz kadarkoli grem pogledati na Instagram, pa na Facebook, eden je na Tajskem, eden je na Japonskem, eden je v Amazoniji, eden je v Severni Ameriki. Ja, jaz sem tu. A se lahko vrnemo v tiste čase, ker tako, danes potovati je normalno. Jaz zdaj vzamem telefon in si v tem trenutku lahko bukiram letalsko karto za v Peru, si tam najamem nastanitev, si tam najamem vodnika, vodiča, neko semi-avanturo, ki bo spominjala na Indiana Jonesa, ampak vi ste pa to dejansko tam konc 70-ih, začetek 80-ih živeli. A se lahko vrnemo v tisti čas, brez interneta, Lonely Planet, še ideja ni bil takrat, ne? Ne, pazi, seveda, bil je rumena knjiga Indija, ne? Predhodnik Lonely Planeta, ja. Ampak seveda, to je knjiga... Šovne šustrink, ja. Ja, nič, poglej, danes je, ne, tudi danes bi se dal, ne? Danes bi se dal, recimo, jaz zdaj, ko grem s prijateljco, grem v Armenijo, v Gruzijo in vsi se blazno čudijo, da pri mojih letih ne greva za agenca, ali dva, a ima to vse rezerviran. Ne, mi to imamo rezerviran dan, 2 dni v hotelu, tam, ko prijo v Erevan. Včasih je bilo pa to tako, ne, prišel si, nisi pri letu, itak, ker avionske karte in to je bilo tako drago, ne, in to je bilo res kar investicija, eno karto kupiti, prišel si v eno mesto, pa si Jaz sem z ladjami dosti potoval, ker so bili avioni predragi. Pa si šel od vrat do vrat, ne. Tudi mi dva, pač, zdaj se veliko z otroci potuje, ne. Vidim, da večina teh popotnikov ima svoj prevoz. To je potem malca. To je dom na kolesih, ne. In tudi, če smo malo kritični, ne, pol ne rabaš kaj veliko tega silnega sveta odnesti, ne. Ker imaš lahko v svojem prevozu vse, kar imaš doma, ne. Mi dva sta tudi, ne, jaz sem se z otrokoma usedla v en kafič, ne, a ta, ne, je pa šel hotel iskati. Pa najdu, ne, a veš, pa kaj, mislim, v čem je problem? Spet hočem reči, ni bila, danes se nam zdi to nedoumljivo, takrat se nam je zdelo normalno, ker drugega ni bilo, ne. Ampak kako velika, bi lahko s kako oceno postavili, recimo, kako velika je bila ta popotniška subkultura a je bila res tako mala, kot se nam zdi, ne, da ste bili recimo samo vi, pa Tomo Križnar, pa koga se še spominjam javno. Tukaj jaz rekel, ker sem malo prej začel, ne. Ja. Recimo moj prvo takole resno potovanje, malo Evropa, avtoštop, potem je bila dol nekak Maroko, pa Severna Afrika. Prvo bi rekel resno, daljše 4 mesece je bilo leta 76 v Indijo. Takrat so dosti hodili v Indijo, ne naši, ampak po zahodnjaki, v glavnem bolj hipi, malo kokaditi, teda celo nek Magic Bus je bil, ki iz Amsterdama vozil v Goa. Jaz sem tja potoval nekaj na štop, nekaj z vlaki. Zlata leta Goe, verjetno. Ja, bila so. Še tista bi rekel, zadnja leta tudi tega frikovskega gibanja, ne. In ko sem tja prišel, sem bilo zelo veliko popotnikov, ampak takole, so sedeš okrog, zelo domače, bilo vse skupaj, vsi so potegnili nekaj takole, malo potegnili, ne, šlo je okrog in ko je prišlo do mene, sem ponavadi dal naprej. Ja. Kako me gledajo, dan sem malo, ne, ja, zakaj sem prišel potem? Ja, potujem. In me gledajo, what, ja, treba? V bistvu ni bilo to še popotništvo, to se je hodilo v Maroko in v Indijo, bolj kot ne zakajati ali pa iskati tisto bla, neko duhovno razsvetljenje. V Sloveniji nas je bilo takrat dejansko zelo malo in medva z Romano so dostikrat v bistvu tako razmišljala, poglej, razkorak med zdajšnjimi, bi rekel, influencerskimi popotniki in nama dvema, ki sva pred 40-50 leti to delala, je približno enak.
nama dvema in prvim raziskovalcem, ki so v 19. 18. stoletju odkrivali neko Afriko. Doskrat sva si želela, škoda, da smo imeli tisto zamudila, ker oni niso imeli niti zemljevida, niso vedeli, kje je reka, kje je morje, a je sploh na drugi strani tega morja celina ali ne. Merva sva imela vsaj to prednost, da sva imela zemljevid Afrike, Azije, karkoli že dober zemljevid, ni pa seveda bilo vsega tega, ker zdaj tako samo po sebi umevno. Telefon, kreditne kartice, internet, Booking, Maps.me, Google, vraga in pol, brez česar si današnjega popotništva ne moreš predstavljati. Enostavno, šel sem, podarim pač svojim denarjem, fotografiral sem takrat v glavnem otroke po šolah, s tem sem zaslužil, Romana je delala kot vodička v študentskih letih pri Kompasu, s tistim denarjem recimo $360, vem, da sem zaslužil z dvema šolama in s tem sem prišel do Indije in ostal na poti 4 mesece. Ko sem se vračal nazaj v Katmanduju, sem imel še $35. Ni bilo telefona, ni bilo kartic, tudi ambasade naše ni bilo, oziroma nikoli v življenju nisem na naših ambasadah iskal kjerkoli že pomoč. Sem jih šel obiskat, marsikdaj so bili zelo prijazni, govorimo še o jugoslovanskih glavnem ambasadah, ampak zmeraj sem prišel sam iz kakršnega koli dreka že, ampak kako bom prišel s $35 iz Katmanduja do doma, prišel sem 2 tedna, je trajala avtoštop, šel sem z 8 km, mogoče bi moral to zdaj ponoviti, ne bi šlo. No, to je bila mogoče res avantura, res avantura v primerjavi z današnjimi potovanji, ko imaš vse vnaprej rezervirano, istočasno je bil pa to drobiž v primerjavi s prvimi raziskovalci, ne popotniki, ki so pa res življenja riskirali zato, da so odkrivali svet. Ko sta omenila, oziroma ko si omenil influencerje sodobne, lahko rečemo, da si pa ti bil, ali pa da sta bila influencerja tistega časa. Ker poglej, dobesedno, recimo potovanja takega tipa so bila takrat takšen družbeni eksces, da so te zgodbe polnile Galusovo dvorano, kinodvorane po vsej Sloveniji. Poglej, takrat, absolutno izborekel, bila sva prva, med prvimi slovenskimi influencerji, zdaj se recimo šteje influencerski uspeh, koliko 1000 ali 10 tisoč imaš pa ti sledilcev na Instagramu. Ali pa milijonov. Ali pa milijonov, na vse zadnje. Jaz štejem za svoj uspeh, koliko 100 ali koliko 1000 sem imel pa jaz obiskovalcev, recimo točno Galusova dvorana, po 2krat zvečer, ne vem, srednja dvorana po 1000-1200 ljudi, ki so plačali vstopnino, da so poslušali ta predavanja pred 40 leti, kar drugega ni bilo. Da smo dejansko začetnika. Sedaj verjamem, da imam bistveno boljše zgodbe, fotografije, kraje, itd. Plemena, ampak zdaj bo prišlo mogoče 30-50 ljudi v knjižnico, pač tudi zato, ker ni vstopnina. No, vse zadnje tudi zaradi tega ne delam več, ker časi so se spremenili in se seveda ne pritožujem, se pa prilagajam, delam druge stvari. Ampak v teh prvih potovih imam jaz prednost. Jaz sem... Kar s temi se bova skregala. Jaz sem hotla, zdaj mi pa ime ušlo iz spomina, vsa imena. A veš, mene je vsaj blazno fasciniralo. Imaš ti ženske popotnice 18. 19. stoletja. Kakšne so to zgodbe? V tem smislu jaz res gojim tako ful ponižnost, si rečem, vse to, kar smo dali skozi, ko smo bili mladi, smo bili tako neumni, hvala Bogu, trpežni, neumni, denarja ni bilo, tako da itak, ni bilo alternative, ali si tako potoval, ali pa nisi, saj ni bilo druge. In hočem reči, v primerjavi s temi ženskami, veš. Alma Karlin, na primer. Ampak, seveda, Slovenci najbolj to poznamo, druge nacije, praktično vsaka ima eno tako zgodbo, ali pa imaš Devla Murphy, to je ena znana Irka, najprej mamo negovala in ko mama umrla, z enim kolesom se odpravila v Indijo. In to so take zgodbe, taka doživetja, mislim, da A se lahko spet vrnemo nazaj, ker jaz bom skozi težil s tem prvim vprašanjem, ker mene res zanima, zakaj človek potuje, oziroma zakaj potuje tako, da še vedno potuje po 50 letih potovanj, ker zdaj
želim razumeti, kakšen je bil vzgib za potovanje takrat. Ne? Ker jaz se upam staviti, da je danes vzgib za potovanje predvsem pritisk vrstnikov ali pa marketinški pritisk. Ker zdaj, če gremo mi na družbena omrežja, bom predvsej naletel na takšno drugačno ponudbo, na takšne in drugačne zglede, da videl, teh zgledov takrat absolutno nista imela. Takrat vas je bilo na prste ene roke ljudi, ki ste si upali kar zemljevidom pa $100 v Afriko. Kaj je bil tisti drive? Imeli smo vzornike, imeli smo, veš kaj brala, jaz sem brala angliščino, ti si bral Jupiter's Travel, to je bila recimo knjiga, a veš, wow, ne. In na vse zadnje, z motorjem okoli sveta Britanc, in na vse zadnje ta tip je pošel spet okoli sveta, ki je bil star, kaj, 60? 72, prvič pa pri 40-ih, ja. Tako da to smo kar, veš, malo so bili te zgledi iz tujine, ne. In to je v bistvu delal, naredil kakšnih 10 let pred nama, jaz sploh nisem zanj vedel, ko sva mi štartala. Tako da v bistvu sva bila ena bolj med prvimi. Nišna literatura. To ste brali tisti, ki vas je to zanimalo. V bistvu ne, mislim, da je bila to kar uspešnica. Ne, v Angliji, ne govorimo pa nas. Ja, koliko je teh divan, couch potatoes, karkoli že pač teoretičnih popotnikov, ki ne bojo nikoli potovali z veseljem, pa take stvari berejo. Tako kot James Bonda berejo tudi tisti, ki niso bili špijoni, ne. Tako da, jaz sem v bistvu imel srečo, ali pa normalno, da sem recimo tudi s knjigami, že s prvimi knjigami pred desetletji nazaj, da sem v bistvu toliko visoke naklade že imel, da sem nenadoma ugotovil, poglej, se od tega pa lahko živiš. In tista prvotno samo veselje, veš, mladostniško, wow, jaz grem pa potovati, pa sem prišel nazaj, ne vem, v študentski dom, pa sem bil po svoj frajer, pa veš, ko se ti to pri 20 plus letih, to so ti fajn zdi, ne. Potem, ko je pa začelo to postajati delo, ki mi je vse bolj in bolj preživljalo, poglej, za tisti razlog, da še zmeraj 50 let potujem. Enostavno zato, ker mi je to postala služba, zmeraj znova sem se pa zavedal, kako v tej službi uživam. In ni bilo res nobenega razloga, da bi jo opustil in začel nekaj delati resno, redno delati. Jaz imam 8 mesecev v delovni knjižici in to sem bil 8 mesecev mornar pri splošni plovbi, pa zato, da sem videl tam Indijo oziroma naprej Japonsko, Singapur, Hongkong, ki ga takrat v tistih letih ne bi mogel, ker bi bilo treba tja leteti. Letala so bila pa predraga. Ne. Po tleh sem lahko prišel do Indije, naprej bilo pa zaprto. Ja, tako iz tega, veš, iz tega je izhajal motor. Ne z ljubezni do motorjev, ne. No, se to me zanima, zakaj je motor? Ne, ja, nisi mogel, a veš, najcenejše je bilo, ne. To ti rečeš, kaj pa jaz kot dec, pa veš, da mi smo motori sanjali, ne. Verjetno tudi ti v tistih letih. S tem, da pazi, toliko si mlajši, da tebi bil motor že dosegljiv. V mojih letih smo imeli kaj? Moped Tomusa, ne? Praktično zelo malo je bilo kakšnih težkih, tam 125 kubični MZ ali pa Java 350, to so bili težki motori. Redki so jih imeli, ne? To, da sem jaz takrat iz tega iz nič, tudi praktično študent brez denarja, da sem jaz začel fantazirati o potovanju okrog sveta z motorjem. In še bolj fascinantno, da sem to tudi uresničil. Ne v 2, ampak v 4 letih. Mislim, to je stvar, ki mene v bistvu še zdaj impresionira. Ampak dejansko je pa bil motor, kot sem prej rekel, pa v čem bi drugem normalni fantje fantazirali, kot imel bom motor, ta težek motor, pa potoval bom z njim, pa luštno punco bom imel zadaj. Ja, to je kar en tak zelo cenjen stereotip, ki nas vse zapelje, ne, žal moram priznati. Ja, sam res za razliko, to pa moram reči. Zakaj ne avto? Pri njemu ali pa pri nama, a ne, to ni bilo finančno izvedljivo. Ne, pa hočem reči, res je in pri njemu, kar se je zamislil popotniškega recimo, ali pa tako, vse uresničil. Nikoli ni bilo problema. Veš, nisi začel nalagati si enih razlogov, zakaj pa ne bi. Zakaj pa ne bi zdaj. Zakaj pa, a veš, ko smo mi dva dobila prvega otroka, nas si se rekli, ti si veš, kar malško doživljamo. Zdaj pa konc. Zdaj pa konc. Ni bilo konc, ne. Med drugim sva poznala, ampak med drugim sva poznala ta avstralski par, a ne, ki sta z otrokom potovala po svetu, ne. In sva vedela, da se da, mi dva sva bila prva,
ki sva, Kaja še ni hodila v šolo, sva šla z njo, ki je bila 5 let stara, pol to drugič, ko bil že Grega, 6 let je razlike med njo, sva bila midva prva, ki so ugotovila, da nekako lahko otroka mali šolo vzameš, veš pa kao šolaš doma, ne. Mislim, se da, ne, ampak tako bom rekla, mislim, tudi so vse druge stvari, veš, konvencionalne, sta pa v življenju tudi še doložila, ne. Tudi sva neko stanovanje dobila, veš, ker prvi otrok je bil rojen, ko sva bila podnajemnika, ne. Tudi, veš, sva si eksistenco uredila, tudi sva, ne vem, midva se tudi rada družba z žlahto, midva se tudi lokal patriota, tako kot vsi, ki mislijo, da je Slovenija itak najlepša na tem svetu, ne. Nič od tega drugega nisva zamudila, ne. V bistvu pa nisva nikoli si postavljala tako nekih ciljev, tako bi rekel, eksistencionalnih, ali kako že, ne, doma, kot se zdaj zelo rado v mladini dogaja. Ja, 23 let imam, diplomiral sem, pa še nimam avta, nimam še stanovanja, kakšna krvica se mi dogaja. Poglej, pri 32, ne, 33 kdaj sva kupila nek prvi skupaj avto, prej sem jih svozil se z biciklom, pa na avtoštop. Stanovanja nikoli nisva rabila, tudi ona doma, sem velika bajta, ne, lahko bi tam si cel štuk uredila, ampak ko sva prišla recimo iz Afrike, leto dni poročnega potovanja, v enem tednu sva imela podnajemniško stanovanje in sva se preselila tja. Ampak poglej, nenadoma pa potem ona je imela službo, možnost kredita, meni bi pa nenadoma bum s knjigo in s predavanji, polne dvorane in nenadoma je bil tukaj denar, da sva si lahko kupila prvo stanovanje v Fužinah, krasno, lušno, vse fino, ne da bi zaradi tega se z glavo butalo ob kandelaber, zakaj ga medva nimava. Življenje se je dogajalo samo od sebe, danes pa res se mi zdi, da so pričakovanja tako striktno že določena v prezgodnjih letih. Diplomiral sem, doktorat delam, pa še zmeraj nimam službe, nimam stanovanja, nimam hiše, nimam ne vem česa. Ja, počak, človek božji, sprosti se, uživaj življenje za začetek. Potem pa počakaj, da se ti začnejo lepe stvari dogajati. Ne pa, da si že na samem začetku ves zakrčen, ves nesrečen, ves poln kompleksov in depresij, ker nimaš. Ja pa kaj? Mislim, imeli smo svoje cajte, avtobuse, imeli smo bicikle, šli smo na avtoštop in ne spomnim se, da bi bila v moji generaciji taka horda nesrečnih ljudi, kot jih vidim danes, pa vsi skoraj vse imajo. Najljubše mi je pa pogovor o tem, kakšna kriza je. Seveda je kriza, ampak kriza so tukaj noter. Kriza je razlog prevelikih pričakovanj, ne pa slabega življenja. Spet prevelika pričakovanja niso krivda teh generacij oziroma mlajših generacij, ampak predvsem interesov, ki jih obstreljujejo s propagando, ki v njih budi ta pričakovanja. Se je tako pa s temi nesrečnimi potovanji, ne. To je še ena od stvari, ki jih moraš, ne. In pa meni včasih kdo tako reče, jaz pa ne, nekaj začne meni se rečem, ti pa ne rad potuješ. Super. Če te ne zanima, ne, da on si tako lahko virtualno ful lepo potuješ, ne? V bistvu je virtualno vse najlepše, v bolj živih barvah in tako, ne? A veš, in res so potovanja zdaj še ena stvar, ki moraš, zato kaj so se, zato kaj so vsi, ne? Tako sem jaz tudi v eni fazi čivkala, sem rekla, zvone to, ne, ali to je bila Kaja, ne, Kaja po tistem, ko smo šli že enkrat znov okoli sveta, rekla, mami, vsi so že bili na Kanarskih otokih, sam mi ne. In ti gremo kamor. Ne? A veš, ne? Nismo na Kanarskih otokih, evo, kaj ne zdaj, pa vsi so bili. Zdaj, hvala za tale predložek, zdaj si omenila skozi ta pritisk vrstnikov, pa skozi vse te podobe, ki nas ves čas nagovarja k potovanjem, predvsem te lepe podobe, te lepe sončne zahode, te lepe sipine, ampak realnost, v kakršno vstopamo, ko potujemo, je pa marsikdaj povsem drugačna, ne? In to me zanima, kako sta vidva med potovanji shajala s te vrste drugačnostjo, s kulturnimi razlikami, ki so včasih težko premostljive, ne vem, s trpljenjem, lahko revščino otrok. Brez težav bi rekel, zakaj? Ker sva vedela, v kaj greva in sva to sprijemala. Razlika je mogoče res nekoč, že Romana je prej omenila, smo bili frajeri, tisti, ki smo z minimalnim denarjem
maksimalno daleč prišli. Tudi v naših objavah, v knjigah, reportažah smo s tem se nekako ven metali. Danes, v času influencerstva, je glavna stvar, v koliko dragem hotelu sem, s kakšnim džakuzijem in s kozarčkom šampanca. Glej, delamo se neke utvare, neke frajere si gremo, ki nam jih v resnici življenje ne ponuja. In tudi, če sva medva šla, sedaj greš s pričakovanjem, govorimo, ajde, v ekstremu mogoče influencerstvo, ki zna biti včasih tudi malo grda beseda, vsaj meni. Ne? Greš s pričakovanjem, kakšen frajer boš izpadel, ker si boš ne vem kaj prepoščil. Medva sva vedela in sva aktivno iskala najbolj stranske poti. Nisva šla pač ne vem v Bangkok, pač v tisti hotel na Khao Sanu, ampak sva šla v zlati trikotnik po stranskih poteh, pešali z motorjem po vasicah, kjer so še zmeraj ženske zgoraj brez živele in že s tem pokažeš, mislim, koliko je še tista tradicija, koliko je nekdanje živa. So živeli v kolibah iz blata ali pa iz bambusa in to sva pričakovala, to naju ni razočaralo. Na kak način se je to dotaknilo, na kak način je to spremenilo, na kak način sta realnost, ki je tukaj, lahko videla drugače vsled tega? Ja, poglej, sigurno je čez drugače gledaš na življenje in rečeš, tu nam nič ne manjka. Pika. Tu nam nič ne manjka. In če smo nekaj najnim otrokoma povedali, je to, poglejte, slučajno se je zgodilo, da sta rojena privilegirana. Zakaj? Privilegiran si rojen, ko imaš možnost izbire. A veš, zlasti punca. Kar je pri nas samoumevno. Ja. A veš? In tam pa veš, da to ni tako. Ne? Čeprav zdaj, bi rekla, zadnjih 10 let, ali pa to se skozi dogaja, veš kaj, je pa tako, bi rekla, je svet postal res tako uniformen. Seveda, revščine in tega je zelo velika. Ne? In to je pač nekaj, ki se nikoli ne navadaš, ampak veš, tudi klošarji v Ljubljani, ta pogled mene prizadene, tako da to ne rabim imeti več daleča. Veš, tudi pri nas so ljudje, ki jim zelo težko gre. Na splošno pa zelo tole postalo, srednji sloj se širi posod, angleščina se širi posod, shopping moli se širijo posod. A se vama zdi, da ameriški pop se širi posod. A se vama zdi, da je svet zaradi tega pojava, ki ga opisuješ, in se mu reče globalizacija, postal manjši? Ne, sem manj zanimiv, pa resno. Oziroma, tako bi rekel, bolj se moraš potruditi, da najdeš tiste zanimive stranske poti. Poglej, če boš šel na pot s tem, da boš samo doma pogooglal, kje so hoteli, kje so poceni avioni, kje je dobra restauracija, kje so voda mrzlo pivo, pa kje imajo dober signal, ne se potem pritoževati, da je ta svet pokvarjen, da je vse skomercializirano, da je vse samo še denar in tako je brez veze, se je vse že čisto zahodno. Pejdi, človek božji, enkrat brez telefona, da vidimo, kdo ima jajca. Pejdi celo brez Lonely Planeta, ki je zdaj komaj da še sled svoje nekdanje veličine. Pejdi kar nekam v vas, v kraje z avtobusom, za katerega še nikoli nisi slišal. In boš videl, kako je ta svet še zmeraj enkratno zanimiv in kako še zmeraj najdeš življenja, ki so, da bom rekel, nedotaknjena, ker takih krajev ni več, ampak ki so pa še zmeraj zelo pristna, zelo tradicionalna. Hudič pa je, ker vsi si vse zdaj samo skozi telefone in domače računalnike, vsi hočemo za teden ali pa za celo potovanje že vedeti, kje bomo, kaj bomo, čemu bomo. In kje je mrzopir, pa kje je dober internet. Pozabi, to ni potovanje, v katerem boš iskal drugačnost nekega povsem tujega sveta. To je naš svet. Oziroma obronki našega sveta. A bi lahko mogoče, glede na to, da ima ta izvedba podcasta naslov celo potovalni nasveti, ker ste že v začetku rekla, da jih ne delite, da jih celo nimate. Točno to je nasvet. Ampak nasvet mogoče, kako potovati romana Zvone Style v tem tisočletju, recimo, to bi bilo lahko mogoče kot ena taka potovalna disciplina, da bi ratala. In so ljudje, ki to počnejo. Kako bi izgledalo potovanje, recimo tako en tak nasvet, kako bi se moral opremiti za potovanje, tako kot gre ta vid recimo leta 83, da bi želel replicirati ta učink tudi
vpliva drugačnosti nate, nepredvidljivosti. Kaj bi moral doma pustiti? Brez telefona. Pa ne vsak dan domov mame klicati. Ja. Ne? Pa javlja, tle sem. Ok, navigacije, absolutno ne. Poglej, ko je bila najna Kaja, 4-letna popotnica okrog sveta, stara 18 let, končala je gimnazijo in že v prvem letniku je rekla, jaz, ko bom maturirala, bom šla na potovanje. Fino sem rekel, krasno, imaš denar, bom delala. Delala je, zaslužila se je zadost, da je šla z 18 leti za 9 mesecev sama z ruzakom, Azija, tja do Filipinov, prek Indije, Tajske. To je bilo leta 2004, treba reči. In to je bil še zmeraj čas, ko je bila telefon, a imela že takrat telefon? Ne. Mi smo se slišali, vsakih 10 dni se je javila po Skypeu. In to je morala pač najdeti nekje telefon ali računalnik, internet, da si je javila domov, vmes nismo vedeli, kje in kako je. Skratka, in tega je zdaj 20 let, ne, tega je 16 let. Skratka, v teh 16 letih se je toliko spremenil. Jaz bi rekel, če že hočeš biti avanturist, vzami telefon, ampak ne pametnega. Bod dec, vzami samo tok telefon, da imaš v skrajnem primeru SMS in telefonski klic in pejdi in se ti bo dogajalo mogoče neprimerno več, kot pa da vsako stvar z mano vred, da ne bo pomote, poguglaš že vse, točno veš, kaj pričakovati, se te ne mora nič več zares presenetiti. Kako si se javljal mami pred 50 leti? Najbližji telefon v celi vasi je bil v sosednji vasi na pošti, na Odtožcu. Nisem se mogel javljati, tudi če bi se hotel javljati. Recimo iz Indije ali pa iz... Pisal. Poglej, a poznaš pojem poste restante? Poštno ležeče. Poštno ležeče bi se temu reklo. To je tako kot Messenger, Viber, bla, bla, karkoli že zdaj. Pisal si, veš, na roko si napisal pismo, znamko, avionska kuverta, veš, taka je bila s takimi črticami, ob strani je ne poznajo. In tisto pismo je, da mama, recimo ata, karkoli že, dobila čez 2, 3, 4 tedne, ali pa sploh ne. In takrat vem, da se je mama zjokala, šta je živ, takrat, a vidiš datum, takrat je bil še živ. In potem so pisali nazaj in jaz sem nekje na poštno ležeča, ne vem, Honolulu, Katmandu, Sydney, bla, bla, Nairobi, karkoli že, Lagos, dobil mesec ali 2 kasneje njihov odgovor. In to je bilo vse, kar smo imeli povezave. Šel sem recimo prvič prek Sahare na avtoštop, si predstavljaš, niso niti vedeli verjetno, kaj to je. Potem sem dol kupil svoj prvi moped v Lagosu in sem 3 mesece pač vozil dol do Konga s tistim motorjem, niti izpita nisem imel, sproti sem se učil, da ne vem, stvari, ki se jih zdaj ne bi upal delati več, mogoče s to pametjo, z razlogom, da si jih ne bi upal. Ampak si predstavljaš, ko sem jaz prišel čez Saharo, pisal domov, zdaj sem pa kupil motor, pa grem dol čez džunglo med pigmejce, pa krokodile, mislim, se predstavljam, da je to morala, mislim, v Boga, mama, ne. Ja. Ampak povezave ničesar ni bilo. Šel si in si v neznanem. Kot so prvotni raziskovalci od Stanleya, Livingstona itd. Šli v neznano za leto, 2, 5 leta, ne, vključno, ne vem, s Kolumbom. Ko sem jaz pač šel za mesec, 2, 3, brez stikov z domom. Samo teh naštetih modelov se jih pol ni vrnilo nazaj. Absolutno. Tudi verjemi, da moja mama niti slučajno ni verjela, da se bom jaz vrnila, ker tam bolj so bili ludožerci pa krokodili. Sam hočem reči, da se pa vedno vrnil. Človek se vedno vrnil, ima zelo slab smisel za navigacijo, mimogrede, ne? Ja. Ampak vedno se je vrnil domov. Kako lahko pri tem ostanemo za trenutek? Zvone Šeruga naj bi imel slab občutek za navigacijo. Jaz se zgubim, kadar češ o tem in čar mojih potovanj. V starih časih sem jaz vzad sedela na zadnjem sedežu, a veš, pa imela v razne zemljevide, pa probala 5 levo, 5 desno. Se trkala po čeladi. Ja, ne, mi dva kar odprta, ali pa tudi, da je tamle, da je več kot enkrat, 100krat, 200krat si koga kaj prašal, ne?
A veš, ti priješ, najbolj se tega spomnim v Bangkok, ne, bilo že takrat veliko mesto in vedno, ko sem tam, je še večje veliko mesto in pa se imaš ti nek zemljevid, ne, ampak to ni Ljubljana, razumeš? In pol nimaš koga vprašati, ne, več ali manj na Tajskem, takrat niso govorili angleško, se tudi ne, ampak hočem reči, prišla sva, ne, mislim, a veš, najdu si ta kao san, pa spet, a veš, si pa šel od hotela do hotela. Ali pa tako. Kako smo se to najdla, res ne vem. Se pravim, zvone pa tle bolj švoh, ne. Jaz sem se samo enkrat bilo, zelo sem rekla, ne misli levo, desno in to mi še zdaj učita in tega je 50 leta, ne. Tako. Ok, ampak recimo v teh 50 letih zdaj prej zvone tako senzacionalistično omenil krokodile pa ljudožerce, ne. Ljudožerci sploh ni več politično korektno reči. Ti to moji mami dopovej. Kaj bi recimo taka najbolj zagatna situacija v vseh teh skoraj 50 letih potovanj? Dejstvo je to, je Zvone res tako malo slikovito povedal, ampak moram reči, da Zvonetova mantra, ne, in moja tudi seveda vsa ta leta, da svet je prijazen, ljudje so prijazni. Svet je let in ljudje so krasni. Res in tlele, sploh nimamo kakšnih dramatičnih. To je mogoče kar ključen na svet. Ja, res. To drži in še zdaj drži in amen. Ljudje si mogoče res predstavljajo, da sem ne vem kolikokrat bil v življenjski nevarnosti in seveda v tistih mladih letih v svojih zapisih sem kdaj tudi imel tako kakšno stvar našponal, da smo bili bolj frajerja, ne. Recimo zdaj ravno nasprotno, zdaj kvečemo tako omehčamo, ne. Ampak vseeno sem že takrat poudarjal, poglej, dve stvari sta, svet niti slučajno ni tako nevaren, kot si predstavljamo tukaj. Predstavljamo si pa zato, ker bojimo se neznanega. Na oni strani hriba so že ljudožerci, kanibali, ne. Tam če so krokodili, ne, ko greš tja, so bojo pa oni nas bali, ne, bojimo se neznanega, meni pa v bistvu že od začetka nekako ta neznanost mi ni bila več kot neznana. Meni je svet začel postajati dom. Bil sem mogoče tudi malo nepremišljeno, kdaj koražen, ampak poglej, zares v življenjski nevarnosti praktično nisem bil nikoli, oziroma se nisem tega zavedal, ker so šle stvari mogoče še umetek tako mimo, ne da bi ga zares slišal. Ne. In to zmeraj znova govorim, ljudje, ne se bati sveta, svet je krasen, kot eno, kot drugo pa najlepše mi je pa še zmeraj, takrat in zdaj še zmeraj priti domov. Ker to pa je tista lepa stvar, da se imaš zmeraj znova po vseh teh norih, bi rekel, nemirnih morjih, da imaš miren pristan, kamor se vračaš. Ker brez tega bi bila pa tudi moje potovanja. Je bil zdaj že nekje pod kakšno palmo malo zapit ali pa mrtvone. Pa ne, da Miha nima vprašanja. Imam absolutno vprašanje. Te magaš en dramatični... Čas je pa kar zamislil. Ne, zato ker razmišljam, na kak način tudi tvoj odnos do doma spremeni ves ta svet, ki ga na tak način skonzumiraš. Zdaj, če si 45krat v Namibiji ali 46. Dobro, to je recimo to, vse sem pač tja vodil skupina. Ne. Prvič smo prišli tako z motorjem, no, ti povej, jaz sem to že govoril. Ja, dobro, no, pa bom. Ja, Namibija. Recimo, kot rečeno, Slovenija je zelo lepa, raznolika in tako naprej, to vedno slišimo tudi od tujcev po vsem svetu. Ja. Recimo Namibija pa nekaj tazga, tisto, kar pogrešam doma, drugačnost, pa tiste širjave. Tega mi nimamo, a ne? To praznino, to najdeš v puščavah, to najdeš recimo v Kanadi, ko so ta milijonska drevesa, te dolge ceste, ki vodijo nekam naravnost. Ne? Tega pa nas ni. In to v Namibiji se mi zdi itak cela Afrika. Ne? To je nekaj, ki pa res najdeš še največje drugačnosti. Večer je ob ognju, tudi vsakič druga družba, pač skupina, ki jih vodijo. Ne, govorim o prvi Namibiji. Ja. Ampak, a veš, to je pa res. To so tisti, kar rečeš romantično, to so druge zvezde. Ne? To je ta samota, to so ta polja, ti se pa res, ko da ni z tega sveta, bi rekel. Ne? Pa vse, ko vidiš na fotkah, je lepo, ampak v živo je pa tudi lepo. Afrika je najljubši kontinent, imam tak občutek? Ali... Kar ja. To v bistvu bolj mene krivijo, da sem nekako Afričan, ampak poglej, spravim, tukaj sta, Azija mi je prav pri srcu, ampak Azija je tako mehka egzotika. Afrika je pa trda egzotika.
In iz Afrike se jaz pogosto vračam tako utruje nazaj, ker to je tisto, kar se je prej omenil. Vsa tista revščina, tudi brezupnost, neko življenje, katerega del res ne bi želel biti. Samo pridem kot gost in se lahko vrnem v varnost svojega sveta. Veš, to človeka utrudi. Recimo Namibija niti ne, Namibija je idilična. Kakšna Etiopija z njeno revščino, z razpadanjem, pridem domov, jaz rabim 3-4 dni, da rečem, klin si gleda. Ampak, a ste kdaj razmišljali o tem, naj imamo popotniki, kadar jaz sem recimo zdaj se ravno vrnil z Južne Amerike, ker sem stikal po enih precej odročnih predelih in tam naletel na ljudi, ki so se me s svojim načinom življenja kar dotaknili, ker je ta kultura meni tako popolnoma tuja, da je niti nisem uspel še razumeti, pa da to en predal. Ampak potem sem premišljal, a ne imam jaz slabo vest, ker stikam za svojimi izkušnjami v njihovem svetu. Kaj jim jaz s mojim stikanjem prinesem tja, ne? Jaz imam slabo vest, Zvone nikoli, ker se lahko brani s tem in je res, on fotka, on to pove naprej in reče, je služba. Ne? Predvsem sem pa prijazen s tem. To se mi zdi zelo pomembno. Druga stvar s kakšnim odnosom prideš. Pa je, da je to malo kulturne izmenjave. Ne? Ja. Jaz tudi domnevam, da nisi bil prvi človek, ki so ga videli daleč od tega. Ne? A veš, in ti si jim bil mogoče vsaj pol toliko zanimiv, če ne enako zanimiv, kot oni tebi. Ja, se to pravim. In se pravim, jaz v teh zadevah se mi zdi, ko sem starejša, mislim, da so ta srečanja zelo prijetna, ne? In večinoma je pa tako, ne? Ni več to zdaj to blazno eksotično, recimo kakšna Indija, ne? Ko greš v Indijo, jaz zelo rada v Indijo, zdaj šla v Indijo spet kar tako, recimo s tisto množico, s tem... A lahko tukaj malo še ostanemo? To me zanima, vidva sta bila verjetno že veliko krat v Indiji, ne? Ja. Koga ste videli v Indijo kar tako, kaj to pomeni? Mi da bomo šli zdaj v Indijo kar tako. Ja, pač januarja imava čas, imava tudi denarja nekaj za avionsko karto že. Jaz sem že pred parimi leti šel v času COVID-a, hotel Azijo, sem rekel pol leta, leto še z motorjem, da bom še Azijo ponovno naredil, že ne vem katerič, ampak je potem COVID zaprl vrata. V bistvu smo pa zdaj nekako z zamudo. Smo rekla, pa pejva vsaj Indijo, ne z motorjem, ker so mi ne davač, da ima v kombi. Bova letela dol, pa bom dol najel lokalen motor, Enfielda in se greva za en mesec malo okrog po Indiji voza. Čisto, da ujamem spet košček tistega nekdanjega popotniškega sveta, ker v bistvu zadnja leta res ali vodim skupine naokrog, ali pa zdaj potujeva 2 leti po Evropi s kombijem, delava tudi knjigo novo o tem, ampak to je povsem drugačen način. Ne zanima me ta vajen, ker ona tako mi grede z rokava, se greva z Zvonetom zdaj malo v Indijo, kar tako. A to pomeni za en mesec, koliko imata pa izdelan itinerarij za to potovanje? Jaz sem rekel, Južna Indija, ostalo ima pa ona čez. Se pravi, imata letalski vozovnici, in ko pridete tja, boste pogledali, kje se da Enfielda Bullet 500 najet. Tako, v bistvu bova pač za prvo noč si bova verjetno rezervirali, ostalo se pa sprav dogaja. Ne se tisto za mesec dni vse pripraviti. Kaki, vsak dan imam pravico zamenjati načrt. Da teh sodobnih blagodati, ki jih ponujajo vsi te informacijski sistemi za svoje potovanje, niti ne uporabljajo. Ja, ampak a veš kako? Tako, da recimo v Indiji, ki je bila vedno pojem kaosa, v Indiji neki nabavt, karto za vlak, ne, to je bilo včas, mislim, rabu se en teden, ne. V Indija se spreminja svetlobno hitrostjo v dobrem in v slabem. Ti imaš super sistem, ko si pač nabaviš karto po internetu, se pojaviš tja. Imaš, mislim, indijski železniški sistem je čudovit, učinkovit, večinoma točen, čist, če si malo boljši razred privoščiš. Hočem reči, a veš, ne rabiš to zdaj agonirati, kaj, kako, ne? Bom pa iz nekaj priznal tukaj.
v bistvu pa je zdaj v dobršni meri že njej prepuščam planiranje. To se je zdaj zelo dobro videlo, včasih z mojimi izkušnjami, z motorjem, pa to sem bil nekako gazda kuće. Zdaj to njej prepuščam, ne da bi moški v meni karkoli že trpel, recimo v kombiju. Generalno se zmeva, kam bova šla, katero smer, potem ima pa ona tiste knjige, ima telefon, ima navigacijo, pravi zvon, levo, desno, gor, dol. Jaz sem kaj pripomnim, vem, ko ustavljam, ogromno fotografiram, jaz sem fotograf, jaz sem šofer, jaz sem sopotnik, ona pa to, kar recimo naslednjo knjigo, ona piše. Kar pomeni, da ne popuščaš, ampak zoriš. V bistvu sem si nekako pri svojih letih rekel, pa poglej, pa sej včasih so ljudje, oziroma ljudje še zmeraj celo življenje nekateri fantazirajo, do penzije bom pač hodil v službo, pa bom pa končno potoval. Jaz pa lahko obratno rečem, do penzije sem potoval, a bi lahko zdaj končno malo tudi doma bil. Tale vajn, to sem že bral, tale vajn, zanimivo je ta vajn umik v avtodom, zdaj iz motoristov, naravnega sovražnika motoristov, kar avtodomari, to so. Kako je s tem? Zakaj avtodom pa je? Netipična motorista, to trdim, in nisva tipična avtodomar. To je vendarle samo prevozno sredstvo. Tako, a veš, pametni telefon pa vse to, to je lahko tvoj pomočnik. Ne rabti pa on diktira. A veš, da pogledam, 10 stvari, ki jih mora videti v tem mestu, ne? In pa ko bebca to, a veš, po spisku, ne? Da bi kaj zamudila. In isto, a veš, motor je super za potovanje kot prevozno sredstvo. Recimo, a gledajo to tako ljudi, preziram pes motoriste, ki grejo v Afriko, naredijo po 500 km na dan, se potrudijo, da bi čim manj Afričanov videli, a veš. Skratka, vzamejo, a veš, Afriko, neko eksotično lokacijo za poligon. Mnogim motoristom je recimo Afrika, katerakoli destinacija, samo kulisa potovanju. Važna jim je cesta, motor in prevoženi kilometri. Nama je pa motor in kombi v bistvu samo način, transportno sredstvo. Pomembno, zares pomembno pa je, kje sva, kam potujeva, kaj vidiva in koliko se ustavljava. Ne koliko sva na dan prevozila, ampak koliko sva se na dan ustavila, in to je razlika. To je zanimivo, čeprav razumem, da zdaj z avtodomom češete v Evropo, kjer nista bila pogosta gosta prej. Mislim, a se da tako za popotnika vajnega kalibra v Evropi sploh še kaj zanimivega videti? Ja, to už ti povedal. On ni bil ni imel sploh nekaj silnega navdušenja do tega, itak rekel, veš, mi da se pa uspočila še malo v Maroko, ne, da mejhen, ta egzotika, šla sva v Turčijo. Mislim, v Evropi ni da nije. Jaz sem bil dejansko skeptičen in se na začetku kot počutil krivega kot motorist. A nisem je še premlad za kombi, za avtodom, to je za one, ta stare razvajene, pa v končni fazi ne. Šlo je za zelo lepo dozorevanje. Kot eno, kot drugo, lahko imam zmeraj zgovor, da mi je pač 2 leti zaprtih meja sveta v času COVID-a. Takrat smo mi dva rekla, glej, z motorjem bo šlo v Azijo, da bom mi kombi vzeti, pa bova verjetno v Evropo. In v tretji fazi pa sem celo življenje govoril, pa Evropa pa šparil za stara leta, veš, da je brez veze, Evropa je tako kot Slovenija. In ne vem, a so zdaj že ta tista, a so pri 68 že stara leta, a se še zmeraj premlad, pač to naj drugi odločijo. Predvsem pa sem bil presenečen, da sem v tej Evropi toliko užival. Kot prvo, avtodom ima svoje pluse. Ni pomembno mraz, dež, sneg, karkoli že. Zmeraj imaš tisto polžjo hišico s sabo, je razkošje, ki sem se ga mogoče skozi ta desetletja vse možne jebe, res vse možne nekako zaslužil, sva se ga zaslužila. Moram reči, da na kakšnih lepih ovinkih še zmeraj sem mal fovš motoristom, ampak že zvečer, ko morajo oni ne vem, kje šotore postavljati, oziroma grejo skoraj da praviloma zdaj ne v kamp, grejo v hotele, ki so že za celo pot rezervirani. Ne, mirva se ustaviva kjerkoli za cesto, 90% spiva nekako tako nadivje, ampak z neko odgovornostjo in po krajih, kjer se to tolerira. S tem sva mirva v bistvu pridobila. Zgubil sem na tistih ovinkih, ampak imava pa dom, ki naj zapelje kamorkoli. No, pa kako recimo ena taka vajna etapa s tem kombijem oziroma avtodomom funkcionira? Prepričan sem, da
te vajne stranske poti? To je nekaj, da mi dva zelo improvizirava. Jaz to sem zadolžena, da kam šla, kako šla, pol je to nekaj malo tuhta, malo tudi ne. Nisva tlele, mi dva huda načrtovalca, ampak točno zato. Poglej, vse imamo tlele, ne? In potem zjutraj reče Mik, kaj pa si nama danes določila? Ne, zjutraj rečem, Mik, a si že natočila, kaj ti za razliko od doma, jaz zmeraj začnem jutro s kavo in z 0,3 rum. To ja, ok. No, in kot je zvečer zakon, gin tonik. No, ampak Česar doma ne prakticirava na poti, so druga pravila. No, a veš, in pot, ja, to veš, kaj je greva tja. Jaz sem si nekaj izmislila, ne? Pa se pa lahko tudi premislimo čez dan. A veš, zdaj to je ta, da ti tehnologija in vse to pomaga. In ta prevoz, nič ni važno. Ampak tako, če sem dobil, da počasi ta pogovor peljemo proti domu, ne sem dobil občutek, da vedno bližje domu človek lahko potuje in doživi marsikaj zanimivega. In potem sem se spomnil enega mojega prijatelja, mogoče ste ga poznala, pokojnega Darija Cortezeja. On je v radiju 7 km okrog moje hiše, dostikrat je prišel naokrog, je prinesel s sabo najčudovitejše zgodbe in dognanja in so bila pravzaprav in sadeže in vse bilo na dosegu roke. In sem se vedno tako ga imel kot en tak obrat tega popotništva nekako pravzaprav povsem v bližini. A je to mogoče ta oblika potovanja, s katero boste pa potovanja zaključila? Ko bo čas za to. Iz celega sveta nekako sva prišla na Evropo, ampak moj naslednji projekt, recimo, to je lepa moderna beseda, bo pa Slovenija. Jaz sebe ne vidim zdaj, da bi pri 80 in čez hotel nekje pod palmami odkrivati še zadnje države, ki jih pač nisem videl, odkljukati na ne. Je pa z veseljem se res posvetil Sloveniji, peš z biciklom, s kombijem, z motorjem, delo zgodbe, iskal ljudi, mogoče celo na koncu naredil iz tega kakšno knjigo Ljudje in zgodbe, za razliko od vinogradov, hribov, ne vem, reki, jezeri, tebe. Ljudje me zanimajo. Divja plemena Slovenije. Odmaknjene zgodbe, lepe zgodbe malega človeka, ki so lahko veliko bolj pomembne, kot pa neke male zgodbe velikih pomembnih politikov, gospodarstvenikov itd. Ljudi, ki so kao uspeli. Te male zgodbe mene zelo potegnejo zmeraj znova. In še zmeraj stranske poti, recimo tudi s kombijem, jaz bi poudaril, medva nisva nikoli, poglej, vsem tem leto dni v kombiju, recimo po celi Evropi, že skoraj glavna mesta praktično nisva videla, odkolo krog greva. Avtoceste, tudi če so zastonj, ni to stvar denarja, mirva bova šla čez hribe, takole, tudi zato je kombi 6-metrski, ne pa avtodoma, iščeva stranske poti, ker tam so, kjerkoli že po svetu, v Evropi ali po Sloveniji, najbolj zanimive zgodbe, najlepše pokrajine, najbolj nedotaknjena tudi narava ali pa nekdanjost. In tudi zame kot fotografa, verjamem, jaz naredim nekje v enih hribih, v vasici, sredi hribov s kamnitimi bajtami, bistveno lepše in bolj žmohne fotke in med tistimi ljudmi, kot po nekem razkošnem mestu s širokimi avenijami. In to je tisto, kar nama največ da. Stranske poti bi bila lahko podnaslov vsake moje knjige. Ok, zdaj pa res zadnje vprašanje. Če bi vsak lahko dala samo en ključen popotniški nasvet gledalkam, gledalcem, poslušalcem, bi to bil? Jaz ga vem, ti pa ta čas razmišljaj. Kar povej. Nehajte fantazirati in nehajte planirati. Začnite potovati in vse se bo sproti in samo od sebe dogajalo. Zdaj pa ti. Tako lepo si končal. Ja. Da ne bom imel vedno ta zadnje. Kako pa stop? Pa bomo res ne uživo. Vse smo o tem govorili, pa smo tudi res pozabili. Tudi punčke znamo, zmoremo. Kaj? Ne se zgovarjati, jaz bi rekel, ne se zgovarjati, kadarkoli. To pa sploh brez veze. Ne morem. To pa danes je relevantno, ker dejansko, pazi, med popotni v svetu je bistveno več popotnic kot popotnikov. To je pa res. Sodobni časi so to obrnili. Ženske so deci pa raj ne rečem. Ja. Punc je vedno koliste in trave. Prehranimo za naslednjo epizodo. Ja.
Romana in Zvon, Kjer bom samo jaz gost. luštna sta bila in vesel sem, da smo se spoznali. Enako. Vam pa tudi hvala za pozornost. Čau. In fajn se imejte.